Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Iz nekaj treh tradicionalnih dogodkov smo jih razširili na slabih 15 v letnem času. To pomeni, da prostovoljci praktično nikoli niso prosti, oziroma da jih nikoli ni dovolj, da bi izpeljali čisto vse. Začenjamo vedno že v začetku leta, seveda s koledovanjem, nato pustovanjem. Številni dogodki tekom leta, športni, kulturni, tradicionalni, kot je večer na vasi. Prevzeli smo Aljaževe dneve, peljemo jih kar uspešno in upam, da bo tudi vnaprej tako. V jesenskem delu delamo oktobrske in pa novembrske dogodke, nekaj v osnovni šoli, nekaj pa na Novem trgu. Potem pa seveda pride advent, takrat pa delamo, lani je bilo kar več kot 15 dni v decembru, ko smo na trgu imeli zanimive stvari za obiskovalce in domačine. Turistično društvo je vzpostavilo tesne stike s Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani in informacijsko točko v muzejske prostore, ki jih dnevno obišče večje število ljudi. Vsi ne sprašujejo samo po informacijah o muzeju, pač pa o vseh turističnih informacijah v naših krajih in širše. Tako da to je bila tudi gotovo velika pridobitev. Uspeli smo prepričati tudi občinsko oblast, da smo dobili prvo zaposleno sodelavko na Ticu, ki je zaposlena za polni delovni čas in ni samo preko javnih del ali pa študentka, in seveda tudi to pomeni določen dvig kvalitete. Pridobili smo novi 2 ferati, ki sta nasproti muzeja, in seveda danes še tale informacijski center Topolino. Tako da tudi naprej bomo delali močno, veliko in upam, da še bolje. Seveda pa je mogoče ali pa zagotovo je glavna prednost te ekipe, katera sedaj deluje v turizmu v Mojstrani, ta, da smo se izredno dobro povezali tudi z ostalimi društvi, s krajani, tako da delujemo kot eno, poleg tega pa tudi z ne preveč oddaljeno Kranjsko goro. Torej tistih 16 km smo približali na minimum in nekako delamo z roko v roki vsi skupaj, saj smo le ena turistična destinacija.